Dober večer. Kot kaže, predsednika vlade Roberta Goloba čaka velik korak v zasebnem življenju, ki je zaradi opravljanja svoje funkcije seveda tudi pod drobnogledom javnosti. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah naj bi namreč Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber v začetku septembra, predvidoma 6. septembra, dahnila usodni da in približno 3 leta zveze nagradila s poroko. V beli obleki smo Tino Gaber že videli, ko jo je premier Golob kot svojo partnerko na proslavi februarja 2023 prvič predstavil javnosti. A že čez dobre 3 tedne takšen prizor ne utegne biti le običajen mimohod, obleka pa ne le bela, bila naj bi namreč tudi poročna. Bi odstopili z premierskega položaja, če bi KPK ugotovilo kršenje zakona o integriteti? Zagotovo. Res verjamem v pravno državo in verjamem, da takrat, ko mehanizmi nadzora ugotovijo, da je nekaj zelo narobe s politiko, da to mora sprejeti odgovornost. Že od sinoči vsi govorijo o poroki leta, ki naj bi se zgodila na 1. septembrsko soboto, v glavni vlogi pa Tina Gaber in premier Robert Golob. Kdo je torej nekdanja misica in magistrica sociologije, ki je kasneje delovala tudi kot lobistka? Z nami je strokovnjak za marketing Aljoša Bagola. Gospod Bagola, kako pomemben medijski dogodek je poroka predsednika vlade? Po kraljevih porokah je največji približek temu zagotovo poroka visokega političnega predstavnika ali predstavnice. Očitno je razmerje prestalo marsikateri stresni test in smo torej priča pravi ljubezni. Poroka naj bi se naslednji teden odvila v Vili Tartini, izbrskali pa smo še nekatere druge podrobnosti glede poroke leta. Koliko stane najem vile, koliko pogostitev in koga od ministrov si premier Golob baje želi mecvati. Zoran Janković, ki ju bo poročil, kar je sicer sprva celo nekako skrival in se izmotaval, potem pa vendarle priznal, pravi, da imajo njegove poroke 50-letno garancijo. Zdaj, jaz se bojim, da bo treba tukaj uveljavljati kakšno reklamacijo. Poročila se bosta v krogu družine in prijateljev, stran od oči javnosti in medijev. Kar pa po prepričanju marketinškega strokovnjaka ne pomeni, da ta življenjska prelomnica ne bo vplivala na premierjevo javno podobo. Omejeno, se pravi na zasebno poroko brez visokih gostov. Spominja na poroko Billa in Hillary Clinton, ki sta se odločila tudi za takšen format, zatem, da svojim volivcem pošljeta sporočilo, da sta preprosta, poistovetljiva in v tem primeru je seveda podoba premierja Goloba in izvoljenke malo bolj drugačna, bolj progresivna. Zdaj je uradno prihodnjo soboto poroka premierja Goloba. Kaj o tem pravi javno mnenje? Mislite, bo kaj vplivalo? V taki situaciji še nismo bili. V takšni še ne glede na to, da sta dva prejšnja premierja dejansko tudi za časa premierskih funkcij ali ob njih se poročala po novem. To je povzroča čustven naboj, definitivno povzroča. Pojdimo k najodmevnejši in tudi najbolj skrivnostni poroki, ki se nam obeta ta konec tedna. Vitomir Petrovič. Le še nekaj dni nas loči od poroke stoletja. Nam je zdaj strokovnjak za marketing Aljoša Bagola. Dobro večer, gospod Bagola. Zdaj vemo malce več. Kako gledate na to, da ste se odločila, da bo poroka v veliki meri, kot kaže, zasebna? Ja, v bistvu je zelo zanimivo, da gre za tolikšno zanimanje javnosti, pravzaprav za neko poroko desetletja. Zagotovo bodo fotografije oziroma posnetki najbrž odlični in se bodo mediji pulili za njih, tako da boste imela veliko kapitala za kasneje. Premier je objavil, da vreme bo... Tako se boste lahko celo med samim poročnim obredom kopali tik pod vilo. Kdo pa so njegovi najtesnejši politični zavezniki, kdo od predstavnikov koalicije je povabljen in kako bodo na poroki poskrbeli za varnost premierja? Še en dan je na spletu zapisala premierjeva partnerka Tina Gaber. Ako se potrefi, da projdeš. In kdo je med povabljenci? Za goste morate vprašati, tiste, ki vabijo.
No, ne, najeta državna vila Tartini, ne, 12.000 evrov. Samo za lokacijo. Tako, potem prehrana. Blizu 20.000. Tako smo že, čez 30.000 evrov. Torej, pa nismo še nič zapeli, nismo še nič okrasili, ne, tako da torej, lahko skromnost le za peščico, za vse ostale pa razkošane. Imam še jaz eno anekdoto, podobno tvoji, ki je ušla izza zidov te skrbno varovane poroke leta. Jaz sem brez besed, ampak ne rečem direktno, jaz sem srečen. Jaz sem ponosen, da je Tina Gaber danes rekla da je od danes naprej Tina Gaber Golob. Rad bi se vsem zahvalil za iskrene čestitke in tudi vam medijem, da spoštujete najino zasebnost in da spoštujete, da želiva danes preživeti ta dan v krogu družine in prijateljev. Sem vam pa prinesel kljub temu, ali pa predvsem zato, ker ste bili tako prijazni do zdaj, eno manjšo pogostitev, da boste lahko tudi vi proslavili z nami. Hvala. Zdravje. Zdravje. Dolgo živele Žemini nevesta. Tako.